Prvi mož Revoza je danes ponovil, da z ukrepom prilagajajo obseg proizvodnje manjšemu povpraševanju na trgu. Se pravi, da proizvajamo vozila, za katera imamo pridobljena naročila. V kriznih razmerah se seveda nobeno podjetje ne more privoščiti proizvajati vozila ali pa ostale proizvode na zalogo. V eni izmeni po besedah prvega sindikalista Revoza Slavka Pongršiča dela med 700 in 800 ljudi. Kako bodo nadomestili izgubljeni delovni čas, zaenkrat še ni povsem jasno. Možnih je več ukrepov. Zdaj, eden od ukrepov, ki je zelo verjeten, je 36-urni delovnik, ker pomeni, da bi delavci vsake 14 dni dobili en dan bili prosti delovne. Bratož je danes odločno poudaril, da začasno obratovanje v dopoldanski izmeni nikakor ne pomeni ukinitev popoldanske izmene. Imamo kar nekaj možnosti za to, da zmanjšamo obseg proizvodnje, ne da bi odpuščali, in o tem se pogovarjamo trenutno s socialnimi partnerji. Ne moramo si zatiskati oči pred tem, da je ta možnost tudi realna, ampak še enkrat v tem trenutku se o tem ne pogovarjamo, pogovarjamo se o ohranitvi delovnih mest. Seveda je pa kljub temu prisoten določen strah in določeno nelagodje, kaj se bo z njimi dogajalo. So pa pripravljeni in kaže se neka pripravljenost na določene druge ukrepe, da prebrodimo to krizo leta in nekaj mesecev. Kot je namreč znano, naj bi v začetku leta 2014 Revoz začel izdelovati nova modela Twinga in Smarta. Ta projekt po Bratoževih besedah ni ogrožen. Ne, projekt se odvija naprej po načrtih. Ravno v tem trenutku tudi potekajo sestanki, ki preverjajo napredovanje projekta.